Domači Koper je pričakal nogometaše Aluminija, potem ko so gosti v prvem krogu doživeli poraz pri Gorici, so gostovali pri Kopru, ki je v prvem krogu pustil dober vtis, a na koncu vendarle izgubil pri Mariboru, ki je zmagal v zadnji minuti, ko je Dare Vršič zadel za prednost vijoličastih. Prva akcija tekme tokrat za gostujoči Aluminij, ki je dobro štartal tekmo. Tekla je 5. minuta in kombinacija po kotu, predložek pred vrata, Bizjak je bil najspretnejši in stresel prečko. Nekaj sreče za domačega vratarja, ostalo je pri začetnem rezultatu. 9. minuta in prva kombinacija za Koprčane. Muslimović si je pripravil strel, dobro meril, ampak izjemna obramba vratarja Janžikoviča. Še napad Aluminija, najprej Kureš, obramba Simčiča in potem še nadaljevanje akcije. Tokrat je meril še Krljanović, ki si je pripravil strel daleč, ampak tale strel ni bil tako nevaren. Še en kot oziroma out za goste, žoga pred vrata in spet je sprožil Bizjak, ki je bil v dobrem položaju. Njegov strel je šel mimo gola, kombinacija Kanarčkov, Valencia je bil na drugi vratnici, izjemna priložnost za Valencijo, a žogo je na mesto mrežo poslal nekoliko previsoko. Prosti strel za Vrbanca, lepa pozicija za dobrega strelca, tokrat nekoliko mimo vrat Simčiča. Do konca prvega polčasa še enkrat nevaren Aluminij, ki je zapretil prek Roberta Kureža, sam je bil pred vrati, a tokrat le kot za goste in potem še kot za Koprčane v zadnji minuti. Pred vrati Datković, velika priložnost in vratnica, potem pa je Krivičič žogo poslal nekoliko čez gol. Drugi polčas in najprej nevaren Muslimović za nekaj centimetrov mimo gola. Še enkrat je bil pri strelu Muslimović, podobna kombinacija, tokrat po kotu, tudi on si je priboril strel in še enkrat zgrešil za nekaj centimetrov. Koprčani so napadali in želeli gol, Pučko si je pripravil izjemno priložnost, a na koncu na mesto gol žogo poslal mimo vrat. V drugem delu manj nevaren Aluminija, vseeno imeli so nekaj obetavnih situacij, najprej Kureš in obramba Simčiča, potem pa še nevaren protinapad za goste in zaključil ga je Bizjak odaleč. Še enkrat se je izkazal domači čuvaj mreže. Potem pa odločitev tekme, tekla je 83. minuta in zadetek za Koprčane. Najviše je skočil Jaka Štromajer in zadel za prednost Kanarčkov 1:0. Izjemen gol Jake Štromajerja, pred vrati najvišji in natančen za prednost domačega moštva, ki je tudi prineslo prve 3 točke v letošnji sezoni. Mislim, da se je odločilo, da je zmagovalca odločila klop Kopra, ki je pač širša. Dal je 2 sveža igrača, Pučkota in pa Štromajerja. Mislim tam, da se je potem poznalo, da je Pučko igro poživel, Štromajerja zadel, na drugi strani pa mi nijamo v tem trenutku adekvatno zamenjavo in pač je to potrebovalo do zmage Kopra. Jaz Kopru čestitam za zmago, mojim fantom pa čestitam za izredno borbenost, ki so nas prikazali na igrišču. Bili smo blizu točke, ampak to pač potrebno nogometa. Na koncu pač je prevlagala širša klop Koprčanov. Analizirali smo gostujočo ekipo, ki igra v obrambi, izjemno organizirano, v napadu pa imajo izjemno hitre igralce. Pričakoval sem težko tekmo, zahteval sem, da so moji igralci potrpežljivi. Imeli smo nekaj priložnosti, da bi dali gol prej, na ta način bi se sprostili, a se nismo. Na koncu smo zabili gol in ponosen sem na moje igralce, saj so dali vse od sebe. Odreagirali so odlično, glede na poraz v Mariboru v zadnjih minutah in tukaj so prve 3 točke.